dajmo govoriti o koži. Torej, tema, ki je že zelo overdue in katero nekako vedno premikam, ker se ne počutim dovolj v redu svojo kožo, da lahko te spregovorila. Sem pa zdaj, kakor ste videli po enih starih slikah, ki sem šla raziskovati, videla, kak napredek je naredila moja koža. Tako mislim, da je končno čas, da te spregovorim. Osnove nege kože lahko že prebereš spodaj, kar sem malo že načela v Egiptu, ko sem bila. Zdaj pa malo nadaljevala, ker ste mi nekaj vprašanj zastavili in tako na Instagram, na Facebook, praktično povsod. Bom pa odgovorila zaenkrat na ne 3, maksimalno 4, ker raje malo bolj detaljno to, kakor pa vse nekoliko površno in probate pol 15 stvari in se s kožo lahko samo še hujše naredi. Torej, prvi, sem jih že odprla prej, netolerantna reaktivna koža. Zanima me, katere izdelke uporabljaš vsakdanjo nego. To sem razmišljala naredila posebej video, zaradi tega, ker sem v zadnjem času kar precej spremenila. Jaz sem zdaj pol leta ene isto uporabljala, zadnji mesec pa se spet malo igram z izdelki. In zdaj, če vam na hitro povem, večinoma, če povem samo znamke, kjer uporabljam, je La Roche-Posay, Feklar, Lancome. Spodaj bo pisala kjero, Dvorec Trebnik in For Kids and Us. To je trenutno, kar uporabljam res konstantno zadnji mesec. Menjavam malo med temi samimi podjetji, oziroma, ko bi rekla, med njimi uporabljam različne linije, uporabljam malo kombinacijo drugačno, ampak te 4 sem opazila, da se vedno vračam k temi 4. Kako sem spremenila način prehranjevanja? Kolikor sem rekla, sem leto pa pol nazaj res živela od junka. Mi smo ga vsak drugi večer pil, pač v študentskem domu sem bila, in torej to sem zvečer na vegebabe hodila ob 3-4 po noči, živela sem od pice, od pohanih zadev, od pomfrijev. Sicer cukra takrat nisem, to je bolj zdaj, ampak ja, živela sem res od junka, tako da sem spremenila, da zmanjšala sem kavo, to definitivno, jaz sem bila včasih 5-6 kav na dan in bila zdaj eno, maksimalno 2, s tem da 2 če imam nekaj planirano, ne vem kak sestanka, kaj tazga. Tako da tudi ne po eni, ne vem, 4 popoldne, 3-4 že neham s kavami. Vode spijem ene 3-4 litra na dan, dosti več zelenjave. Sadja, niti ne dejansko sem sadje kar skenslala. Jaz dejansko poslušam telo, kaj hoče in jaz, ko sem zmeraj oboževala sadje, sem ga zdaj skoraj totalno skenslala, ker v tem momentu mi ne paše. Nehala sem z nekimi smutiji, z ne vem čem vsem in dejansko se držim, dosti da poslušam telo. To se res trudim, sej pride obdobja, kaj je tudi sladeltno vsak dan na jedilniku. Ampak res pravim, čim bolj posluša telo, se zavedati, kaj mi paše, kaj mi ne odgovarja. In res povečala sem vnos bolj polnovrednih hranil, začela sem, zelenjava se mi zdi bolj, kolikor veste, pa tudi že 7 let tam nekje, ne jem mesa nobenega, kar contrary to popular beliefs. Ja, jaz sem tistega mnenja, da ga niti malo ne potrebujemo, da kvečemo škodi našemu telesu. Zato bi tudi priporočala knjigo Kitajska študija, kar je meni 16-17 se je prebrala in je dosti spremenila razmišljanje. Je pa tudi dosti često gledati člankov na internetu, koliko je dejansko samih hormonov v mesu, kar jih hranijo pač živali s tem. In če ti ješ hormone, mogoče jih ne tako, mogoče jih ne preko tablete, jih pa na drag način. Zato tudi dosti ljudi ne priporočam mleka za osebe z aknami. Jaz sicer ga še vedno zaužijam, tudi sir, sicer bolj redko, ampak ja, skuta in mleko se mi zdi, kar precej gre pri meni. Ampak tudi to vem, da bi še bolj pomagalo k moji koži, ker kadar sem bila veganka, mi je res ogromno pomagalo. In zdaj, ko gledam za nazaj, vse je logično, pač boge kravice jih filajo s hormoni in vsem in ti to pol piješ, zraven bakterij in vsega, kar je noter, je logično, da se bo po domače nekaj sranje naredilo tudi na tvojem obrazu. Tako da, ja. Omenila si, da si se posluževala močnih kemikalij, tablet med drugimi tudi tonikov. Kakšni toniki so bili? Torej, zdaj predvidevam, da te drugo ne zanima, ampak samo tonike. Za tonike sem sprobala od drogerijskih do lekarn. To dvoje, čeprav oni mi prinašajo kruh večino teh podjetij, ampak mi več pomeni biti iskrena, tako da bijed. Torej ja, podjetja logično daje zelo agresivno, ker če boš ti videl rezultate po enem tednu, boš še dalje to uporabil, boš še dalje to kupoval.
njih ne briga, kaj bo na dolgi rok se zgodijo s tvojo kožo, v bistvu si dejansko želijo, da bi imel kakšne probleme, ker pa ti lahko več prodajo. In farmacija in drogerija. Tako da jaz sem se zdaj začela posluževati malo bolj zdravih, mogoče se ne vidi po prvem mesecu rezultatov, ampak nekoliko manj grobih zadev, ker tudi teh dosti grobih zadev, ne samo da ti že tako v tistem momentu ubijejo vse na obrazu, ker je toliko močno, ja, to se zgodi, ampak pol pa nekako koža rata skoraj odvisna od tega, ker ne sama sebe uravnovesi, ampak se zanaša za nekaj zunanjega, da to naredi. Tako da res, ne vem, se mi zdi, da moraš najti svoj nek balans, kar ti bo odgovarjal. Jaz sem videla, da ja uporabljam ene grobe zadeve v svoji njegi, ampak jih balansiram z nekimi naravnimi. Tako da dejansko, tudi kadar vidim, da je koža nekoliko bolj suha ali pa da malo več vlage potrebuje, raje se zanesem na tiste naravne, ker nimajo toliko vsega noter, ker jim rok trajanja prej poteče, ker so malo dražje, ampak koži ne dela to škode, ker sem se končno začela zavedati, da s to kožo bom celo življenje bila in zakaj bi pri 20-ih zaradi mozolju uničila svoj izgled in vse zdravje celo za 40-ta. Bo pa več definitivno v tistem videu, kjer bom govorila vsem. Sem pa pravila toliko, ko sem rekla, drogerije, lekar, zdravnik, kar sem ga imela v Gorici. Sožalje, tiste, ki ste ga imeli, si veste, kjer je. Vse, kar se ti dogaja v telesu, ti rasteš. In zraven tega, če imaš akne, to sem se strinjala. Ali da ne športaš dovolj, ali da ne pravilne hrane, sem to probala. Kadar to ne deluje, pa dajmo vso kemijo možno vršiti na obraz, vsake 2 tedna menjati antibiotike, vsake 2 tedna menjati tonike, en bolj močno od drugega, koža te žge, ampak ti tako najstnica boš verjela, ker ti reče zdravnik, ker misliš, da dela za tebe. Če pa misliš malo logično, zdravnik ima delo, zato ker smo mi bolni. Pač to se je začela dosti zdaj razmišljati. Zakaj imajo lepotne industrije delo? Zato, ker se mi ne počutimo dobro z nami. Kako se ne bomo počutile same s sabo dobro? Je tako, da se nam kaj zgodi, da nam kaj izbruhne na koži, da se zredimo, pa ne vemo česa. Tako se bo lahko še prodajalo tiste tablete za hujšanje, tiste stvari za kožo. Tako da jaz raje rečem zadnje čase, ja, mogoče ja, kakšno grobo zadevo, ampak dajte balansirati tudi z naravnim, z nekim bolj uravnovešenim pH-jem. Balance tis najti, ni vse zlato, kar se sveti in ni vse učinkujoče, kar je drago. In še eno vprašanje vam samo zdaj, ker sem skar dosti zavlekla ta video. Rokotan, če mi pomagal, to je pa tema, o kateri me vsi vprašajo, kdorkoli ga tudi poznam tako face to face, vedno pride ta tema na vrsto. Ja, mi je, definitivno, konc videa. Ne, jaz pač na Rokotanu standardno ne bi bil 6 mesecev, pol leta. In definitivno bolj v jesenskih zimskih časih, ker je koža toliko bolj občutljiva na sonce in lahko dobiš popekline, lahko tisto tretje. Vsej stranskih učinkov je milijon. Od tega, da če zanosiš v tem času, da je 99%, da bo otrok mentalno zaostal ali pa imel kako drugo težavo, recimo, do tega, da ti lahko ledvice totalno zjebe, do vsega praktično, ampak vas razumem, tudi jaz sem na tem. Če si dovolj obupan, če ti nič ne pomaga, greš probati tudi to in ti je vredno, da imaš pol zjebane ledvice, da imaš vse. To sem tudi jaz naredila. Pri meni so bili pa dejansko tako dobri rezultati, na namesto pol leta sem že po 4 mesecih prekinila, ker koža je bila prav nova. Niti enega mozolčka, nič ni novo nastalo, tiste rdeče pike, ki jih imam totalno zgilne. Ampak jaz sem med tem uporabljala tudi kontracepcijske tablete. In s terapijo se mi zdi, da sem končala okoli, ne se spomnim, pač 3 mesece, preden sem končala s kontracepcijskimi tabletami. Več, pol leta. Ne vem, pač prvo sem končala z Rokotano in pol čez nekaj cajta še s kontracepcijskimi tabletkami. Kadar sem nehala s kontracepcijskimi, je moja koža spet eksplodirala. Tako da, po moje, ja, deluje, če že v štartu si moški in ne vneš kontracepcijski tablet. Kar pa, če si ženska, ti tak dajo, da nujno moraš to in kondom, kar realno, a je kjera to delala, ok. Moraš oboje in kondom in kontracepcijsko tabletko. In potem, ko končaš kontracepcijsko tabletko, vse v mojem primeru je bilo tako, da so se vrnili mozolji. Tako da, zdaj, ko gledam, vem, če si res obupan, če si imel tako stanje, ko sem izdala slike gor,
nočem priporočati, ker je res kemija, da je ni hujšega, ker lahko telesu toliko škode narediš. Ne vidim razloga, zakaj bi. Zato, ker dejansko zdaj, kadar sem jaz videla, da sem na nek naraven način to se rešila, sem povedala osnove v prejšnjem videu. Dejansko, kar je bilo potrebno, je malo bolj spoštovati svoje telo, malo lepše se obnašati do njega, malo bolj nežne stvari uporabljati, več vode piti in se začeti sprejemati. Čeprav vem, da v tistem momentu je to nekaj najtežjega narediti, ampak samo vidim, da sem na naraven način to zagubila, zakaj bi prišla to kemijo v sebe vnašati. Pa še prej pri prehrani sem pozabila povedati, kar je res zelo, zelo pomagalo je, da sem totalno skoraj skenslala alkohol. Vsake toliko si še privoščim pol kozarčka piva, ali pa eno vino, ali pa kaj tazga. Ampak vseeno, to se mi zdi, mi je ekstremno pomagalo, ker če pomislim leto pa pol nazaj, koliko sem ga pila, kakva je bila moja koža, in zdaj, ki praktično nič ne pijem, še vedno si privoščim kdaj, ne vem, pico pogosto, pa sladoled, in koža ne razburje, to se mi zdi, alkohol je res velik dejavnik, da če alkohol, zdaj to me ostane sovražno zaradi tega, ampak meni je pomagalo, in govorim za svoje izkušnjo, meso, probate čim manj mleka in kavo vržete ven že to 4, pa zraven tega, da ne vem, spijete 3-4 litre vode na dan, samo to probite, dajte mes pa pol. Zato pa mi pol sporočite, če je že to dovolj. Pa ne rabite kupovati nobenih kremic, ne rabite uničevati telesa z drokotanom, ne rabite nič, samo te male stvari, ki dejansko pol kar pogledaš, ti ogromno spremenijo. Sicer, kakor se reka, mogoče se eno ste strinjali za eno od dve te stvari. Jaz govorim, kaj je meni pomagalo, vas je zanimalo, kaj je meni pomagalo. Koža, kakor lahko vidite, sicer ja, imam podlago, ampak verjemite, včasih moja kamera zelo rada dosti stvari razkrije. In verjemite, da včasih, kar sem imela toliko isto make-upa, bi izgledala kot cake face, oziroma ne cake face, pizza face. Tako, zdaj verjemite, da je moja koža dosti lepša. Se ste videli tudi v prejšnjih videih, kjer nimam make-upa. Tako da ja, v naslednjem videu bom govorila o izdelkih za nego, ki jih uporabljam, še kakšnemu mitu, kar sem ga sama dala skozi, od, ne vem, limone na obraz, kar prosim, ne dela tega, do vsega tega, zakaj ne dela tega, tako da ja, te videe še prido. Jaz sem vam zelo, zelo rada, ko mi čakam, da se spet vidimo in adijo. Pa ne pozabiti všečkati video, če ti bil všeč, komentirati, kaj bi si želiš videti v naslednjemu, subscribati, tako da ne zamudiš naslednjega, in pa ne pozabiti gledati mojega bloga. Zadnje čase sem kljub pridna in imam kar dosti outfit objavil.